ko rečemo nož, če imate mačeto, je tudi v redu. Zakaj? Zato, ker lahko z njo tudi kje odrežete. Je res? Ja. Lahko tudi kje odsekate. Ja, testiram. Lahko gor spečete kakšen košček mesa na dolgo. Ta plošča za peč. Lahko. Je res? Lahko imate lopato za kopanje jamice, ko greste kakat v gozdu, a ne? Zakaj je pametno to narediti, če ste več časa na enem območju? Veste, da pač, prvič ne smrdi, a ne? Skopljate jamico, se noter podelite tako, ja. In potem, če slučajno torej kakat spade mimo jamice, ga pa z eno palčko date noter v jamo, pokrijete zemljo, pa tisti papir, pa to, ki ste si brisali ritko, a ne, domače rečeno, in pokrijete zemljo in zapičite tisto palčko pol kar noter v sredino. Zakaj? Da veste. Ne, da veš, da ne bi kdo stopil not na mino. Da ne bi kdo na kaket stopil. A razumete? Ja. Da veš, da je tam nekdo kakal, oziroma da tam ni dobro še enkrat ti tluk nekopati, ne? Da ne bi še... Ja, da ne bi kdo, ali pa stopil, ne, da ne bi sam ti stopil na drekca, ne, pekca. Da bi stopil na palco. Mislim, da veš, da, okej, ja, tlele sem pa je čakal, ne. Veš, da je palca po koncu stoji, da ni naravno, a ne, da kar ena palča iz zemlje ven gleda, a ne. Če ni človek postavil, ali pa je padla samo dol, ki z drevesa padne, ne. Okej. Se pravi, mačeta je zelo uporabna, ta pa sploh recimo ta je zelo, gledajte, kako se iz svoje težo gor stojim. A vidite? S celo težo gor stojim. A ste videli? Pa se ne zlom. Nekaj se ni ukrivilo. A se kaj ukrivilo? Ne. V eno pa druga smer. Ok? Nikoli še ni bila nabrušena. In zelo pomembno je, da veste, da ko uporabljate načeto, sekiro ali kaj daljšega, morate vedno pogledati nazaj, če kdo za vami stoji. Zakaj? Da vi zamahnete, Da ga ne butnete. Da ga ne zahakla. Se pravi, če jaz stojim zdaj nekom, ko ima mačeto, me lahko zahakla v vrat, v brado, v nos, in nos poreže oči, tudi vidite, ali pa v ušesa, ali pa lica, ali pa karkoli. A pa čelo, ne? A pa ti mogoče se čelo v glavo zapiče, ne, če tako naredim? Veš, kako gre nazaj? Ja. In potem Veš, ne lahko še moreš... tako dobiš bam v glavo, ne? In potem niti ne veš, kako je terva, odkdaj nastaja tako terva. To je ena stvar. Druga stvar, ki je ljudje delajo narobe, je pa ta, da če tole hoče recimo presekati, ne? No, ne bo ostalo, tudi ni namenjeno temu, ne? Ampak recimo, da bo takole, ajde. Se pravi, če hoče to presekati, kaj ljudje naredijo narobe, dajo takole nogo naprej. A vidite, kako ima? narazen moraš dati noge. Počakaj, no. Govorim, kaj narobe delajo. Po večini. Ne, kot tisti, ker niso še nikoli v življenju imeli sekir ali pa motor, ali pa mačete v roki, ne? Ali pa videli tega, ali pa kakorkoli. Naredijo tako, usekajo, spodleti, vidiš? Spodleti, nisem dobro zahaklo in kam gre mačeta? Ja, direktno v koleno, v nogo, v stegno, kamorkoli. Bravo. Jaz, ko sem na primer doma enkrat, ko smo Samo moment, lepo prosim, zdaj moramo malo poslušati, da bomo potem imeli malo več znanja. Kaj se vam je že zgodilo, to že veste, boste pol kasneje povedali, zdaj pa prosim, če mi dovolite, da povem te stvari, ki so zelo pomembne. Se pravi, kar se rezil tiče, smo zdaj obdelali. Kakšne nože poznamo? Preklopne in fiksne. Ok. Kateri nož je najboljši? Če je možno, da imate fiksnega, ja seveda, pa je najboljši tisti, ki ga imate s seboj. Tudi če je tak mali, ne? Tukaj imamo en survival kit, ne? Imate noter takle mali nožek, je preklopen. Seveda je nevaren, če se vam odpne varovalka, se vam zapre in vi padete ali pa se butnete v kakšno stvar,
to vas poreže. Ampak je Je, je pa dober, Boš a ne? kaj? Meče iskre. Ja. Poglej, s hrbtnim delom po krasilu, a ne? Vzameš malo vatice, a ne? Vzameš svečko, imaš noto survival kitu, daš svečo tle zraven, oziroma vato zraven sveče, nacufamo, damo krasilo zraven, jaz bom zdaj takole naredil, a ne? Se pravi, krasilo imate noter, vato, svečko, Navodila. ne navodila, ribiški pribor, se pravi trnke, laks. Ščavko za na pomoč. Jaz rečem poslovilno pismo, se pravi z ene strani je prazno, prazen list papirja, z druge strani pa imate obrazec. Če se vam karkoli zgodi, da napišete, kdo ste, koliko ste stari, kakšnega spola ste, kdaj se je nesreča zgodila, datum, kakšno je bilo vreme, kakšne so bile torej, poškodbe, ne vem, piči imajo gat v desni gležan, ne, recimo, kdaj smo nazadnje jedli in ali imamo alergije. Tukaj imate dva strička narisana, en od spredi, en od zadaj, a ne, in označite mesto poškodbe. Zakaj? Če padete v nezavest, a ne, bo to nekdo verjetno našel tam nekje okrog vas, a ne, in bo videl, kaj se vam je zgodilo. Če boste nezavestni, seveda ne boste morali odgovarjati, torej ne boste mogli odgovarjati na vprašanja, a ne, kogarkoli. Drži? Torej, je to ena taka smiselna stvar. Se vam zdi, da je to smiselno? Kaj pa napišeš, če padeš v nezavest? Pred tem, ko se ti je nekaj zgodilo, pa veš, da lahko pride do kakšnih komplikacij, takrat se plača to napisati. Se ne, da boš ne, da boš vsakič padel v nezavest, ker se ti bo kaj zgodilo, ampak, a ne? Pa to je piščalka, da lahko zapiskaš. Sam jaz bila res že prej na... V glavnem, tukaj imate tudi nekaj navodil, kako se orientirate, kako destilirate vodo, torej kako jo prekuhate lahko, kako si naredite zavetišča, nekaj o Morsejevi abecedi in tako naprej. To bomo mi ta teden kar precej obdelali, se pravi sploh kako se orientiramo brez kompasa oziroma kako samo po uri ali pa brez ure, a ne? Bomo to še povedali. Torej v tem kompletu ste videli, kaj vse noter, a ne? Imate en kup enih dodatkov, seveda je noter tudi vrvica oziroma žica, ki nadomešča vrv, a ne? In lahko s pomočjo te žice lahko tudi kaj prevežete, ne nazadnje imate noter tudi ogledalce, a vidimo, s katerim se pač lahko punce naličijo, fantje pa pogledajo na rit, a imajo mozol ali klopa. A ne? Ali pa da se Ker, ubrijo. ali pa če se pač urante v hrbet, a ne, da lahko, če ste sami, pogledate, če nimate telefona, a ne, recimo, da pogledate, kaj se vam je zgodilo, koliko je globoka rana, je velika, je mala, ali je... Ali pa da se ubrijajo. Ogledalce pa. Ja, da se lahko brijejo, ne, z nožem, ne, ostrim. A pa z britico, ne. Ok, imate še šivalni pribor in pa varnostne zaponke, se pravi za kakšno spalko mogoče zapeti, ali pa če se vam jopca zadrga pokvari, da se lahko malo sknete, a ne, pa lahko hitro razpnete, da se zašijete, ne, ker pol je težko to. Prišli so. Aha, je nekdo prišel? Ja, radio. A, ok. Ja, RTV. No, da tega. Počeli veliko že veste. Jaz sem pripravil en kup vprašanj tukaj, ker snemamo, ni nobenega problema, če bi kdo rad kaj ponovil, drugače povedal ali pa karkoli. Vprašanja so pa taka, da boste vedeli vsi, kaj odgovoriti. Tako da, če se pa komu slučajno kaj zatakne, ne pa en drug potegne, 5 vas je tle, tako da bo že kdo... Boš že kažem poštukal. Ja, Če ne pa jeste, ne? ja, če ne pa imamo še Larico, tukaj, ki bo Zihar je povedal. zihar. Na govor vam ni treba nekaj posebej paziti. Jaz moram kot voditelj, ampak vi pa kar lepo, normalno, sproščeno govorite. To je pa v bistvu to. V bistvu, ves čas bo vsak vedel, kdo je pri besedi, ker ali bom po imenu poklical,
ali bom kar mikrofon takole spredi dal. Tako da, to je to. Dajte se pa med sabo čim bolj dopolnjevati, edino to željo imam. Mene manj se sliši boljše, tako je tako pravilo, ne. Čim bolj zgovorni, prav? Primorke ne me razočarati, ki mi smo klepetolje. Velja? Evo, vidite, novinarji imamo, radijski novinarji imamo na terenu lahko samo takole zadevo, to je snemalnik, tale posname, tukaj je kartica. Jaz si kartica. Ja, taka Jaz sem SD, imam ja. GoPro. Ja, na isti način, ja. Isto. Tako da, to je to. Zdaj pa samo še imena pa priimke mi povejte. Aleks Žvelc. Kaj se to, mi boste še v mikrofon enkrat povedali, oziroma se sam imena zdaj rabim. Aleksandar. Tija Zjoja. Živa. Valentin. Ok, super. To je to. On je pa Aleš. Jaz sem pa Aleš, to smo pa slišali. Mene pa poznate, valjda, ne? Ja, sej, Tako, zdaj pa veselo nedeljo. lahko začnemo, ste pripravljeni? Evo, 3, 4 zdaj. Se pravi, začeli bomo z imeni in priimki. Aleks Žvelc. Aleksandar Litvinenko. Tija Jakomin. Živa Jakomin. Valentin Iskra. Torej, živijo vsem. Danes smo torej na poletnem taboru preživetja v naravi. Nahajamo se v objemu dolenjskih gozdov. Aleks, kakšen je tabor, na katerem se učite preživetja v naravi in kako izkušate te veščine? Je zelo zabaven, poučen, veliko se igramo, v gozdu smo kar nekaj časa, hrana je dobra. Ja, Aleksandar, Jaz bi kar isto rekel, hrana je tukaj ful dobra, ful se veliko stvari naučimo, pa tako ja. Tija, Dosti stvari se naučimo, učitelji so prijazni, hrana je zelo dobra, pa še poučno je. Živa. Večinoma je enako, kot smo vsi rekli. Je zelo zabavno, poučno, učimo se veliko, kako preživeti v naravi, če se izgubimo in tako je. In pa še Valentin, kako ti izkušaš zdaj ta tabor preživetja v naravi? Ja, v bistvu je zelo zanimivo in zabavno. In zvečer pač gremo mi običajno spat ob 9, ampak mi z mojimi temi simri vedno gremo spat bolj pozno in potem moramo delati vsak dan pačete, pa hrana je odlična, vse je pač dobro, nič ne bom pač povedal, vse je odlično, samo pohvalno. Tu ste že nekaj dni, povejte mi, kaj vse ste do zdaj že počeli? Na primer, prvi dan smo postavljali bivake v gozdu. Cilj je bil, da smo naredili bivak, v katerega se je ulegel šef skupine in da je čim manj vode priteklo na njega. Naprimer, na našemu bivaku ni priteklo nič vode na novega šefa. Dokler na mojimi pa je. Dokler na mojimi pa je, sem bil samo mokr po ripi. Aleksandar, ti si bil torej šef te skupine. Kako ste preizkusili to, ali priteče voda ali ne? Zlili smo 1,5 liter vode na bivak, pa če priteče kaj, pa če se kakšne kapljice, je slabo, pač vse je še v redu, ampak tisto, ko ima več kapljic, zgubi in poleg tista skupina, ko zgubi, pomiva posoda za kosilo ali pa za večerjo. Torej, vi niste pomivali posode. Ne. Tija, kaj ste še počeli poleg tega, da ste postavljali bivak? Imeli smo tekmovanje v pletenju trave in pri nas je bilo vrvi iz trave. Pri nas je bilo še kar dobro, imeli smo 5 metrov pa pol približno in seveda zmagali, tako da so ta druga skupina pomivali posodo. Kako se plete to vrvi iz trave? Ni tako zakomplicirano, ko izveš, ampak še zmeraj rabiš imeti roke za to. No, ampak malo nam opiši ta postopek, verjetno tisti, ki nas poslušajo, nimajo ravno teh izkušenj. Najprej moraš zavijati travo, potem dati skupaj palce, da pristane zanka, nato zaviješ
proti prijatelju, reče Laris, daš dol vrvico in tako ponavljaš. Gor, dol, gor, dol. No, se pravi, zdaj bomo znali, če se bomo odločili preizkusiti Živa. Kaj bi nam še ti povedala, kaj ste še počeli? Danes recimo nam je Laris predaval o nožih, vrste nožev, je recimo zložljivi, mačeta in tako naprej. Pa Ti imaš svoj nož? ne. Ne? Zakaj pa ne? Si na taboru preživetja v naravi, nož je verjetno kar pomembna zadeva, kar bomo slišali tudi v Seveda. nadaljevanju pogovora. Moji starši so rekli, da ga ne rabim prinesti, ker to ponuja tudi tle na taboru. Valentin, kaj bi še ti dodal? Ne samo, kot da imam jaz 3-4 nože doma, ima pa to stati. Drugače nam je tudi Laris, zdaj recimo, dokaj smo mi tu na intervjuju, naši ostali, ti, ki so z nami na taboru, delajo s krasili kurjo. No, lahko pa še poveste, kako smo se naučili nož narediti, ne? Ja, samo Reč pa, naučili smo se pa narediti tudi nož. naučili smo se narediti tudi nož. V bistvu primeš samo en kamen in ga zalučaš ob drugi kamen. In v bistvu je unikošček, ki je full oster. In je celo bolj oster, kot nekateri noži. Se pravi, če prav razumem, tam, kjer se naredi rob, kjer se odlomi. Ja. Kaj pa je tisto, zaradi česar ste se odločili priti na poletni tabor preživetja v naravi? Z mami smo gledali, kateri tabori so v Sloveniji in so naletela že lansko leto na tabor Laris, da sem se odločil, da bom šel letos, ker se mi zdi, da kar znan tabor po Sloveniji in zabavno. Jaz sem se prvič odločil, ko sem bil 5 let, ko mi je bilo ful všeč iti v naravo pa malo delati ogenj pa take stvari z noži. Doma gledamo s tatijem in mamo take posnetke, ko preživljajo 21 dni v naravi. In potem sem se odločila najti še take izkušnje tukaj, zato sem pa tudi takaj. Jaz zelo uživam v naravi in se želim čim več naučiti o naravi in kako preživeti v njej. Za ta tabor mi je povedal en prijatelj in v bistvu mi je bilo zelo všeč in potem sem se pač rekel, mami naj me prijavi in sem v bistvu tukaj že 3. leto zaporedoma. In katere so tiste stvari, ki ste jih prvič počeli na poletnem taboru preživetja v naravi, oziroma katera so tiste znanja, ki ste jih pridobili, pa jih prej niste imeli, pa ste zdaj veseli, da to znate narediti? Jaz, na primer, nisem znal plesti vrvi in sem se jo naučil. Tudi kamen, iz kamna nož nisem znal, sem vedel, da je ojstro, če sem nisem vedel, da se tako naredi nož. Ja, se pravi, Aleks se je naučil narediti nož, pa ti, Aleksander, kaj novega? Jaz sem se pa naučil, kako narediti vozel, da lahko spiš na vrvi pa take stvari hodiš, pa da greš čez kakšen potok, če si ne moreš iti, pa ni nobenega prehoda, pa narediš iz vrvi kakšen most, pa kako prečkati pa. Ja. Učili smo se hoditi potiho, naučila sem se vrvi ples, pa kam na nož narediti. Kako se hodi potiho? Najprej stopiš s peto, potem greš na rob noge in potem še na dol. Živa, česa, kaj si se pa ti naučila? Naučila sem se, kako se zakamuflira v naravi, recimo, da se namažeš z blatom po rokah in obrazu, ker je to največ vidno, ko se skrivaš recimo v grmovju in v travi. In tako je, narediti nož, sples travo in hoditi tiho. Valentin, ti pa si omenil, da si na taboru že tretjič. Ja. Kako se pravi, dopolnjuješ svoja znanja iz leta v leto? Recimo, ko sem prvič prišel na ta tabor, nisem znal kuriti krasilo, oziroma nisem niti vedel, da krasilo obstaja. In tudi bivak sem se naučil narediti. In celo smo enkrat šli s prijatelji in smo potem v gozd naredili en bivak, in smo potem spravili orodje in tako. In tudi še pa sem se naučil, kako plesti vrvi, ker prej sploh nisem znal. In tudi pač vedel sem pač, da obstaja samo unifiksni nož,
pač zaradi kuhinjskega, da obstaja uni pač na pregib, da se sploh niti je vedel, da uni obstaja prej. Vedel sem, da obstaja Švicarman prej, pač taki, kot je Laris mi ga je pokazal, tazga pa še nisem videl, vojaškega, ima vse, ima krasilo note, bolj na krasilu je en košček je neka piščalka mičkana in v glavnem multipraktik, multipraktik. No, in z nami je tudi vodja poletnega tabora preživetje v naravi Laris Žurga. Vaša glavna dejavnost je seveda sobivanje z naravo, v kateri preživljate veliko časa. Za vas in otroke, ki se udeležijo tabora preživetja v naravi, je narava igrišče in učni poligon. Kako jo raziskujete in se o njej učite? Ja, trdim, da je, najprej lepo pozdravljeni, trdim, da je gost največja igralnica na svetu in dokazujemo iz dneva v dan, ko hodimo pač na razne popoldanske igre, torej ali pa kakšne aktivnosti, ki so povezane z našimi čutili, predvsem igre, kot sem že omenil, se pokaže otrokom, da v bistvu res lahko marsikaj doživimo, se naučimo in bom rekel, predvsem imamo bolj odprte oči, da smo pozorni na mogoče na rastje, mogoče tudi na živalske sledi, na vreme, torej na en kup enih stvari smo lahko pozorni in to je moj namen, da v bistvu ljudem ali pa udeležencem probamo odpreti oči, seveda jih ima večina že kar odprte, če lahko tako rečem, drugače pa to, da znamo mogoče stvari opaziti, ki jih sicer ne bi in ki nam lahko pride prav na vsakem koraku lahko. Kako pa vi, mladi udeleženci tabora, izkušate to, da je narava vaša učilnica? V bistvu zelo dobro. Naprimer, včeraj smo bili popoldne v gozdu in smo se šli 3 zelo zabavne igre. V eni smo se naučili hoditi zelo potiho in poslušati, v drugi se je imenovala Sokolje gnezdo, smo okoli človeka, Sokola, sokola, zgradili gnezdo, zložili ruzake in smo se mogli skrivati in iti tako potiho do njega, da nas ni opazil in pofočkal, če lahko temu tako rečem, in smo stopili v njegovo gnezdo. Tretja igra mi je bila pa najbolj všeč, v njej smo pa pač Kraj zastavice se je imenovala, je bil najmanjši udeleženec tega tabora, je bil Zastavica. Pač prekrili smo se tudi kakšni z blatom, da nas niso tako hitro videli in smo mogli pač pripeljati Zastavico v naš tabor. Naša skupina je zmagala 4-krat, no in Zastavico si pa pripeljali tako, da 2 skupini sta bile. Če si pač mogel si priti do Zastavice, brez da te je pač druga skupina opazila in izločila. Tudi ti si pač lahko izločeval drugo skupino in ko si prišel do Zastavice, si pač čim prej mogel prijeti za roko in z njo odteči proti svojemu taboru. Tina, kako pa ti izkušaš naravo kot svojo učilnico? Narava je zelo poučna, boljše kot biti v hiši in gledati televizijo ali pa se igrati. Greš ven v naravo, izdeluješ stvari, delaš šotorje, izdeluješ zavetja, potem si pomagaš, pri naravi je veliko zraka in je zelo pomembno, da si čim več na zraku in izkušam ta tabor mi je zelo všeč. Živa pa morate za vse te aktivnosti mladi biti tudi pustolovci. Moramo biti pustolovci. Moraš imeti odprte oči, da prideš v naravo in v naravi se tudi veliko naučiš. Recimo sledi lahko najdeš od živali, lahko streljaš z lokom recimo in tako izdeluješ stvari isto, kot so ostali povedali. Laris, kako skušate pri udeležencih tabora spodbuditi ta pustolovski duh? Ja, kot sem že rekel, s pomočjo teh iger, ki so zelo povezane z našimi čutili, kot so že kolegi povedali moji, torej imamo res izbrane igre, ki so dobesedno povezane z našimi čutili. Imamo 5 čutil, mogoče veste katera. Ja. Ja.
imamo sluh, okus, vonj in Pa še? čutiti. Tako, odlično. Torej, te stvari spodbujamo, a ne, pri udeležencih na ta način, da se gremo igre, kateri pač, recimo prva igra včeraj je bila taka, da se je pač nekdo imel zavezane oči in mogo metati storže v nasprotnike, ki so hodili po tihem torej proti njemu in se ga morali dotakniti, a ne. Seveda ta, ki ima zavezane oči, imel pomagača, ki mu dodajo storže, a ne. In seveda nauk zgodbe je ta, da mora ta, ki ima zavezane oči, dobro poslušati, a ne. Ostali so morali biti tiho, da so kolegijalni do tega, da je njihova skupina lahko bila dobra, da je izločila čim več nasprotnikov, a ne, torej z nasprotne ekipe. In pa seveda ta, ki je hodil naproti temu, ki ima zavezane oči, pa je moral seveda zelo potiho hoditi in paziti, da ni bil preglasen, a ne. Torej, to so eni taki elementi, ki nam seveda v praksi pride prav, ko res rabimo poslušati, ko res rabimo biti mogoče tihi, če recimo lovimo, če smo v kakšni zadregi ali pa v kakšni situaciji, kjer moramo pač se tega poslužati, a ne. Nam take stvari zelo, zelo prav pridejo, se pravi, če rabimo žival zalest, jo pač upleniti in tako naprej, a ne. To je, govorim za take primere, pride take igre fantastično prav. In pa seveda tudi, ko se gibamo skozi gozd, a ne, je vse povezano s temi igrami, ne. Torej, da se, recimo, če želimo biti tihi, da se čim počasneje gibamo, da ne lomastimo kot nek medved, ne. In recimo, da, kot sem rekel, smo čim bolj tihi. Ne. Na začetku sem omenil, da se nahajamo v dolenjskih gozdovih, kje pravzaprav smo in kakšne narava nas obkroža. Trenutno smo na gornjem vrhu, tukaj, mi rečemo po domače na Prinskovem, a ne, čeprav je tukaj pravo ime Gradišče gor, a ne, ampak kljub temu ima pa gora naslov Primskova gora, torej smo v neposredni bližini Primskove gore, torej tukaj na izvozu Bič gremo dol z avtoceste in 10 minut, torej Ivančna Bič, a ne, gremo dol na Bič in smo 10 minut tukaj z avtoceste. Obkroža nas res neokrnjena narava, tukaj imamo, bom rekel, res super izhodišča za, bom rekel, krajše izlete ali pa tudi daljše, če želimo. Imamo potok v neposredni bližini, kot sem že omenil, Primskovo goro, katero gremo vsaj enkrat, a ne, kjer probamo imeti zelo lep razgled, bom rekel, po Sloveniji, a ne, če se le da, če ne imamo priložnost, do zdaj smo jo kar imeli. Saj Snežnik se vedno vidi, a ne, Triglav pa, kadar je možnost se vidi, kadar pa ni, pa ne. Kum se vidi, Trdinovrh, skratka pol Slovenije skoraj vidimo iz Primskove gore, tako da nam je zelo, zelo, zelo lepa točka. Drugače pa tudi udeleženci povedali, kako mi je bilo všeč gor mogoče. No, da slišimo, Aleksander, povej. Meni je bil ful všeč pohod. Ustavljali smo se za malico, mislim, da so bila celo domača jabolka za malico, ful je bilo dobro. Tako kot že Varis povedal, je bil ful lep razgled. Na koncu smo tekmovali za magnetek, kdo bo prvi bil gor pri cerkvi. In smo tudi videli eno od najstarejših lip v Sloveniji, ko je očitno udarila 3-krat že strela. To je pa, mislim, da to, kar bi povedal. Bi še kdo kaj dodal? Kakšna je lipa, posebnosti lipe je kaj, mogoče, da je votla, ne? Ja. Kakšna pa je ta lipa in kako stara je, mogoče kdo ve? Jaz bi rekel, da stara saj je na 300 let preko, če ne celo več. In je nota je popolnoma votla. V bistvu lahko ti kar noter lepo splezaš in v bistvu noter kar prenočiš, ker je popolnoma votla. Živa, kakšno pa je sicer življenje tu v taboru, kako je organiziran vaš dan? Torej, zbudimo se približno ob 8 ali 7:30, tam nekje. Potem je zajtrk, ko si omijemo zobe in kar rabimo, si naštimamo. Potem se že začne prva aktivnost. Po aktivnosti ali pa celo med imamo kdaj malico.
Po aktivnosti se vrnemo, imamo kosilo in pol čakamo do 5, da se uviri sonce. In potem gremo na naslednjo aktivnost in takrat je že in pol po tej aktivnosti je večerja in na to imamo prosto in ob 9:30 moramo biti v posteljah in spati. Kako pa ti je všeč to, da spiš v šotoru? Meni je boljše kot v sobi, zato ker je bolj odprto in si bolj povezan z naravo in ti piha veter, če je vetrovo. In tako. Pa tebi, Aleks? Mi je všeč biti v šotoru. Ja, tako da Si se moral navaditi kaj na to, mogoče malo drugačno obdobje, na malo drugačno obdobje, ki ni podobno tistemu v postelji, ampak spite v spalni vreči, ne, na podlagi. večinoma ne, ker sem bil že na par takih taborih, ampak na prvem takem taboru pa sem se rabil navaditi. In ja, lep dan, veliko aktivnosti, tako kot smo že na začetku povedali. Aleksandar, spalno vrečo in podlogo ste morali prinesti s seboj. Ste morali imeti še kakšno drugo posebno opremo, ki omogoča udeležbo na taboru? Ne, vse se vključuje, razen spalna vreča pa polšter. Armaflex je pač tudi potreben, ampak če si ga po nesreči pozabil, imajo tudi tukaj ga ponujajo. Druga pa kosilo, pa noži, pa take stvari, pa tudi vse tukaj ponujajo. Zapit, hrana je pa tudi super, kot ste že rekli. Poslušalke in poslušalci tega ne vidijo, ampak Laris, vi ste kar precej opremljeni. Ja, vsekakor moram biti opremljen zato, da lahko udeležencem vse pokažem, oziroma vse, bom rekel, trike ali pa skrivnosti, če lahko rečem temu tako. Predvsem pa opozarjam na nevarnosti, oziroma pri uporabi nožev, pri uporabi mačet, sekir, torej, da vedno pogledamo, če kdo stoji za nami, ko zamahnemo, kako stojimo, da smo stabilni, da pomislimo na to, da se nam lahko obdelovalec oziroma ta predmet tudi izmakne in pač sekira ali pa mačeta spodleti tja, kar ne želimo, ne? Tako da smo vedno pač na take stvari pripravljeni, kako se pravilno prodaja nož in take stvari. Zato imam te stvari ob sebi. Seveda tudi prva pomoč je zelo priljubljena, predvsem pa v zadnjem obdobju lahko rečem, da nimam toliko težav s klopi. Hvala Bogu, zadnje leto, torej letos je super. V primerjavi s prejšnjimi leti, ker smo imeli pa res ogromno težav s klopi. Prav tudi kljub temu, da se je udeleženca ali pa sam osebno, da smo se zaščitili, so nas kar kljub temu še vseeno kar precej napadali. Ampak kot trdim, je najboljše, da se klopa, če že izmenimo klope, odstrani v prvih 24 urah, a ne tudi, če so okuženi, načeloma ni težav. Težave pa so, če jih slučajno mažejo ljudje s kakšnim oljem ali pa kakšnimi takimi stvarmi, da se potem začne klop dušiti in začne iz drobovine spuščati v vaše telo pač te snovi, ki so lahko tudi okužene, ne? In je pač treba res redno pregledovati, ne, za klope, da ne bi staknili kakšnega okuženega, ne, in potem kakšno boreliozo ali pa kaj takega podobnega staknili. No, pa smo izvedeli še en zanimiv napotek. Laris, kako pa je tu na taboru z disciplino? Ste inštruktorji strogi oziroma kakšna pravila veljajo na taboru, o katerem govorimo danes? Jaz mislim, da moramo biti do ene mere strogi, oziroma ne smemo pač pustiti, da udeleženci vodijo tabor, ne, ampak ga jaz vodim, to je enkrat ena. Mislim, da bojo sami otroci povedali, no, bom tako rekel, ampak lahko pa generalno rečem, da za vse enako velja, če pač preklinjaš, delaš 10 počepov, če govoriš v zboru, brez da si dvignil roko, delaš 10 počepov, ampak seveda se bojo sami povedali, spregledamo čez prste, a ne, marsi kakšno tako napakico, ker nismo seveda v vojski ali pa v šoli, kakorkoli, moramo to razumeti, da so ljudje še mladi, a ne, da ne moramo pričakati koliko od enega odraslega, ampak en osnovni red pa mora biti, kot rekel je zbor, želim, da so pač vsi v zboru, da se preštejemo, ko gremo na teren, da slučajno ne bi koga pustili tukaj na taboru ali pa na terenu, bog ne dej, ne.
ker se pač tako zgodi, da gre nekdo pač na WC ali pa kakorkoli, pa ne pove, pa ga bi, torej v primeru, da se ne bi prešteli pred odhodom, ga pustili na terenu, kar bi lahko povzročili katero travmo, to si pa absolutno ne želimo. Ne. Tako da te stvari zahtevam, ko je zbor, da se čim prej dobimo v zboru, pa če zvečer ni tišine, ko je nočni mir, pač pride iz šotora, pa se tudi naredi nekaj počepov. Tako da to je edina stvar, ki je mogoče negativna, ampak kako je sami povedali, no, kako... No, da slišimo, Aleksander, kako je s tem? Mladi kdaj tudi ponagajate inštruktorjem? Ja, včasih pa res malo tako za hic, jih malo izzivamo, ko hočemo malo počepov delati, poli se pogruntamo, da se nam ne splača. Ja, tudi ti se je zdaj kar malo namuznila. Ja, prvo noč sem delala 50 počepov, ni bilo glih najlepše, ampak red rabi biti. Živa, kako pa na taboru sklepate nova prijateljstva? Prvo moraš se spoznati, ne, se predstaviš, poveš par lastnosti o tebi, potem pa se lahko začneš pogovarjati, pa se začneš družiti in pol postaneš od vse tako nek prijatelj. In tako je, se spoznavanje je v redu. Spoznavanje je zelo v redu tukaj. Aleks? Ja, spoznavanje je v redu, par prijateljev, temu rečeno sem že dobil, tako ker je že Laris povedal, red mora biti. Naprimer, zjutraj moram pred zajtrkom in po zajtrku si pospravimo šotore in potem jih pregledujejo. So ocene od 1 do 5. Naprimer, mi smo danes dobili 3, Aleksander je pa naprimer dobil 2. No, pozneje si bomo te vaše šotore tudi ogledali, pa boste povedali še kaj več o tem. Valentin, povej, pa je sklepanje prijateljstev morda tudi kaj lažje, ker ste v naravi oziroma odhajate v gost, skupaj počnete veliko stvari, pri katerih morate sodelovati. Ja, v bistvu je pri takih stvareh je zelo pomembno, da se pač da niste, recimo, še posebej, če imaš kakšne nože ali kaj takšnega, ker če si ti recimo z nekom, ki se že zelo dolgo ne marasta in potem pač lahko izlije kakšen pač pretep ali kaj takšnega in potem lahko se zelo slabo konča, kar pa ne želimo in zato pač je potrebno zato, da se pač tako vse te stvari objasni, kako je treba to delati z noži in takem. In tudi celo nazadnje smo bili, zdaj smo v bistvu igrali tele zastavice in te igre in meni je bilo ful zabavno in v bistvu ne bom tega pozabil, mislim, da še je zelo dolga leta. Omenil si, da si bil na taboru že 3-krat. Ja. Zakaj se vračaš? Je prav druženje tisto, ki te vsako leto znova privabi na tabor preživetja v naravi? Ne, v bistvu me privabi tole, ker je tole v bistvu zelo zabavno, pa kakšne nove prijatelje spoznam. Živa, kolikokrat si bila ti na taboru? Tokrat sem prvič in mogoče pijem še kdaj. Tija? Jaz sem pa njena dvojčica, tako da smo isto leto tukaj, ampak jaz mislim, da je tukaj zelo lepo, pa mogoče pijem še kdaj. Aleksander? Jaz sem tukaj že 7 leto, zdaj je 8, ko sem prišel in je ful dobro prišel sem pa še enkrat, ker mi je bilo zelo všeč, veliko prijateljev spoznam, ful se družimo, pa zabavno je. In pa Aleks? Jaz sem tukaj prvič in skoraj sigurno bom na sredo in tudi prišel. Aleksander in Valentin, vidva imata oranžni majčki, na kateri piše inštruktor, če se ne motim. Ja, inštruktor, kaj to pomeni? To pomeni pač, da recimo, ko si drugič že tukaj dobiš tole majico, da si specialc, tako kot to Laris reče, ker si pač bil že tukaj, da staneš tako specialc, pa si večinoma krat vodja skupine, ker pač več veš od drugih.
Tu na poletnem taboru preživetje v naravi je uporaba elektronskih naprav prepovedana, torej to pomeni, da nimate pametnih telefonov. Kaj to pomeni za vas? Je težko biti brez ali ste se hitro navadili, da ga ni? Jaz ga večinoma ne uporabljam, tako da mi tukaj ni problem biti brez pametnega telefona. In celo bolj zabavno je brez tega. Ja, jaz isto, jaz sem kar dosti na telefonu doma, ampak tukaj se ful hitro prilagodim, ko itak nimam časa, da sem na telefonu, ko se skozi družimo, pa skozi gremo v gost, pa imamo ful veliko dejavnosti. Tako je, ali opažate, da ste bolj družabni, ker ni v uporabi elektronskih naprav? Ja, veliko bolj. Z telefonom malo bolj škoduje to in ti uničuje svoje prijateljstvo in potem izgledaš malo bolj čuden, ker narava je zelo pomembna in telefon ne rabiš. Laris, če pa koga ob večeru nekoliko stisne pri srcu in začne pogrešati domače, pa vendarle lahko pokliče domov. Absolutno lahko pokliče, če je res huda stiska, absolutno pa ne spodbujemo k temu, torej ne sprašujemo zvečer, kada je že zadnji, da pokličo mamo ali kdo pogreša mamo, ker vemo, da vse jasno vsi pogrešajo. Moram reči, da imam zelo dobro partnerko Anjo, ki ta domotože zelo dobro obvladuje. Seveda ji pomagam pri tem, ji tudi pač pomagam, glede na to, da je prvo leto z nami. In skratka, nimamo nobenih težav ali pa da bi kdo odšel zaradi domotožja domov. Mislim, da tudi ta teden je to klical domov, mislim, da ne. Se ne spomnim, da bi bilo to hudo, da ne bi mogli rešiti. Tako da po večini lahko kar rečem, da kar lepo rešujemo te domotožja. Skratka, probamo najti kakšno zanimivo stvar za udeleženca, kar ga zanima, kar ga veseli. Pozornost malo presmerimo in pa seveda se pogovorimo. Mislim, da to ni nobena taka stvar. Jaz vedno trdim, da to ni sramotno, če imaš domotožje. Jaz ga osebno sicer nikoli nisem imel, tako da to včasih malo težko razumem, ampak razumem. Pač vidim, da ni vse povsod enako kot pri meni. Tako da, kot sem rekel, pogovor je tisti, ki pripelje do tega enega razumevanja, da pač je vsak prišel načeloma zavestno sem, je vedel, po kaj je prišel. In ko damo na vago dobre pa slabe stvari, mislim, da zmer dobre prevagajo in da se vedno najde ena tolažbica, birna pa kaj takega. Vi zdaj že kaj pogrešate domače ali se tu povsem preveč dogaja, da bi imeli čas misliti na dom? Edino, kar jaz pogrešam, je moj motor, samo tu pustimo stati. In pač, jaz nikdar nisem niti pogrešal mojih staršev, ker v bistvu imam tukaj bolj mir, jaz imam sicer še 2 sestri in tukaj imam mir, lahko vsak dio spim, če na drug. Seveda pogrešam starše, ampak ni tako nujno, ker tukaj spoznavam veliko ljudi. So vsi zelo prijazni, pa toliko aktivnosti je, da že skoraj pozabiš na njih. Evo, zdaj je na vrsti prva muska. Motor, a zbil ti enkrat pri meni v oddaji že nekje, nekoč? Ne. Ne? Ker sem imel enega fanta, pa zdaj sem se spomnil ful podoben. Ker tudi en fant, nekaj Tomose je zbiral, pa ne vem. Ne, On je že začel. Aha, jaz imam samo enega. aha, okej. To ni zbil ti, ja. Okej, to je zdaj prva muzika, bomo nekaj dali vmes, zdaj pa gremo naprej. Na poletnem taboru preživetje v naravi seveda veliko časa preživite v gozdu, zdaj ste se ga verjetno že navadili in v gozd ste odšli z inštruktorji. Kakšno okolje z novimi znanji, ki jih pridobivate, za vas postaja gozd? Verjetno ni več tako strašno, kot je bilo na začetku. Ja, ni tako strašno, kot je bilo na začetku, to imate res prav. Pa to je, mislim, da to. Živa, pa ti, ki si prvič, kakšno okolje zate postaja gozd? Meni je zelo lepo v gozdu, tako da zame ni problema, ker jaz tudi živim v gozdu.
Ja imam hišo čisto zraven gozda in veliko časa preživim. Aleks, pa je bilo tebe na začetku morda vsaj malo strah, ko ste šli v gost? Ne, ker tudi jaz osebno imam moj oči, imamo hišo, okoli nje ciprese in za cipresami je že gost. Zato v resnici ne jeseni, veliko krat grem tudi sam nabirati gobe in rad imam gost, zabavam se v njemu. Se pravi, ste povezani z naravo, vodja poletnega tabora Preživetje v naravi Lari iz Žurga. Kako mlade uvedete v odhod v gost in to okolje predstavite kot tako, ki ponuja ogromno možnosti? Ja, kot sem že omenil, vsekakor ja. Če samo pogledamo iz gradno bivaka, učimo torej, udeležence, kako brez uporabe recimo vrvi postavimo bivak iz popolnoma naravnih materialov. In kot so že omenili, so tudi preizkusimo te stvari, se pravi, da oni dejansko tudi občutijo oziroma vidijo v fizičnem stanju, kako zadeva izgleda. Seveda gre za filozofijo learning by doing, se pravi, ni nekega suhoparnega mojega demonstriranja, ker jaz to pač že znam in je fair, da pač oni s svojimi rokami te stvari počnejo in tudi jih in zelo so uspešni in so tudi zelo pohvaljeni. Torej, hočemo pokazati, da nam narava ponuja praktično vse za življenje, od hrane, zavetja, vode, skratka vse, kot sem že omenil, in seveda to poudarjam non-stop. Bolj ne morem, skratka, to je to. Teden, ki ga mladi preživijo na taboru, je seveda poln najrazličnejših aktivnosti. Kakšen, če temu rečem, urnik dejavnosti in delavnic ste sestavili? Zdaj tako, generalno, če pogledamo, so naši dnevi zgrajeni iz dveh delov. Torej, dopoldanski del, ki je bolj namenjen, bom rekel, učenju, ker so možgani še bolj spočiti. Torej, imamo veščine preživetja. Konkretno včeraj smo imeli recimo pletenje vrvi, pa vozle, pa spuščanje po vrvi, pa plezanje po vrvi čez potok ali pa reko, kakorkoli se lahko preizkušali vse, o tem, kdo je želel seveda, nič pod prisilo. Skratka, torej kupenih aktivnosti, ki so, bom rekel, take praktične za splošno življenje in torej poskušamo pokazati na ta način, da se da res improvizirati marsikakšno stvar, narediti marsikatero orodje, od gozdovniškega stola pa naprej. Torej, za sedeti, za ležati, za košaro narediti, nam vse narava ponuja. Če imamo znanje, pa odprte oči. Pa se v pogovoru ozrimo na nekatere izmed teh znanj. Vse se začne s pridobivanjem primitivnih in modernih veščin preživetja v naravi. Aleks, se pravi, kakšne oziroma katere so te veščine? Naprimer, če greš po poti, kjer naprimer, še nikoli nisi šel, je Lari zadnjič pokazal, da daš palco, iz katere smeri si prišel in narediš puščico, v katero smer si šel. Če greš to po poti, kjer je seveda je urejena, če greš pa po poti, kjer ni, je pa naprimer razlagal, da lahko lomiš vejice ali pa prapor in se pol po tej poti tudi vrneš nazaj. Ja. To s puščicami mi je bilo zelo všeč, je zelo pametno. Pa tudi to trganje vejic ali pa lomljenje. Na levi strani je potem iščeš to in je zelo pametno, ampak potem še zmeraj se mi zdi, da ti bi si lahko to zapomnil, ampak če pač res ne moreš, potem rabiš to narediti. Živa, se pravi, tako si pot označujemo, kako pa se v naravi pravilno gibamo in napredujemo? Ja, gibamo se lahko. Hodim, pač se sprehajamo, lahko tečemo po poteh, lahko skačemo.
Tu na taboru pa spoznate tudi 5 najbolj pomembnih kosov opreme. Aleks, kateri so ti kosi? Ponjava, posoda, vir ognja, vrv in pa nož. Tako ja, vodja poletnega tabora Preživetje v naravi Lari Žurga. Zakaj so to najbolj pomembni kosi? Ja, jaz tako rečem, malo heco, malo pa seveda tudi res, te kosi ne rastejo po drevesih, ne? Se pravi, zelo dobro, da se pač pred odhodom v naravo vsaj teh 5 kosov opreme s sabo vzamemo. Namreč zelo nam lahko pridejo prav, če se nam karkoli zaplete. Namreč, če želimo vodo prekuhati, je dobro imeti kakšno posodo s sabo, ne? Če želimo, bom rekel, si streho narediti, je dobro imeti neko ponjavo, a ne? Če pa nimamo, se pa tukaj na našem taboru učimo, kako se teh 5 kosov opreme lahko, bom rekel, nadomesti z materiali iz narave. Se pravi, nož, smo rekli, naredimo iz kamna, a ne, če ga nimamo. Če nimamo vrvi, jo spletemo, a ne. Tukaj imamo en primer ene vrvice iz naravnih materialov. Če nimamo ponjave, naredimo kaj? Bivak, a ne, smo se naučili. Če nimamo vira ognja, ga poskušamo zakuriti na torej primitivne načine, a ne. Na starinski način. Tako, na starinske načine, to bomo še jemali, nismo še uspeli, a ne, detajlov. Pa posodo lahko tudi naredimo, a ne, se pravi, če izžgemo žerjavico s pomočjo žerjavice v les neko vdolbinco, si naredimo neko tako primitivno posodo, v kateri lahko zavremo vodo z vročimi kamni, smo rekli, a ne, če se spomnimo, torej, ki jih segrejemo v ognju, a ne, in s 2 palčkama prenašamo to leseno posodo z vodo, ki seveda ob menjavi teh kamenčkov prej ali slej tudi zavre. Čeprav morda še ne znate vsega, povejmo nekaj stvari o tem, kako se vso to opremo pravilno uporablja. Začnimo kar z virom ognja, ki smo ga omenili najprej. V naravi je menda precej težko zakuriti ogenj. Kako bi se vi lotili te naloge? Recimo, jaz bi vzel eno palčko in bi zdolbil eno majhno luknjico noter. In potem bi iz drugo palčko, seveda moram paziti, da ni trkla, in jo potem zelo dolgo rabiš vrtiti kakor da bi si roke umivil. Z dlanmi rabiš drsati zelo hitro, in pa da se naredi trenje in potem se naredi v bistvu ogenj zaradi trenja. Pa tudi kurišče moraš postaviti, ne? Ja, seveda, obvezno. Recimo kamne, oziroma ne skoplješ luknjo in daš kamnje okrog in potem lahko noter naložiš in drva in tisto, kar najdeš za zakuriti. Naslednji kos seznama najpomembnejših kosov opreme je nož. Vsi vemo, za kaj vse lahko uporabimo nož. Scenarijev je skoraj neskončno mnogo. Aleks, kako si ti vešč uporabe ostre stvari? Kako nož uporabimo varno? Nož uporabljaš varno, pač ne smeš, naprimer, to ni varno, da imaš, naprimer, če bi kaj hotel rezati, imaš to stvar v roki in kar v roki to režeš. In pač, če ti malo spodleti, se takoj lahko porežeš. Pa tudi, če imaš ta pravi nož, ga moraš tudi vedno pravilno podati naslednji osebi, če ga seveda rabiš. Se pravi, s ponjavo, ki je naslednja seznama, pa si lahko naredimo bivak. Aleksander, kako? Tako da vzamemo eno dolgo palico, da je višja, ko stegneš svojo roko čisto dogor, pa 2 palici, ko imajo Y-obliko. Y-obliko, ko je do pasu, in potem jih daš tako Oblika. V obliko črke A. Ja, v obliko črke A in potem daš palce ob robu iz obeh straneh, in potem, če najdeš kakšne palice na tleh, z listi položiš Navzdol. navzdol, On govori za bil. potem
liste, pa Aleksandar, samo vprašanje je bilo, kako ponjavo napnemo. Ne Kako kako bi izponjave? vatlali. Kaj smo rekli? Ponjava je, kaj sem včeraj kazal pri vozlih. Kako napnemo vrv? Med dva drevesa? to misliš? Ja, to. No, evo, kar še enkrat. Ja. Ti misliš, kako se naredi vozel? Ne, kako narediš šotor s ponjavo? Kako si šotor narediš po domače? S ponjavo, daš Ja. vrv med dva drevesa. Pa vržeš ponjavo čez, pa jo zakliniš, a ne? A veš, kaj mislimo? Bom jaz povedal. Sej. Evo, se bo. Gremo. Ja, dej. Se bo šlo. Kar od začetka. Tako. Ponjava se naredi tako, da daš eno vrv, napneš čez dva drevesa in daš ponjavo čez vrv in obtežiš ponjavo iz obeh straneh, tako da ti ne gre čisto skupaj ob vrv z nekimi kamni ali pa s palčkami, če imaš luknje v ponjavi, da pač kar, da se ne... Zakliniš, a ne? Ja, zdaj se ne. Tako, ja. No, se pravi, pri postavljanju ponjave lahko uporabimo vrv, torej še eno stvar seznama, pa še mnogo drugih stvari lahko naredimo, popravimo ali pritrdimo z njo. Ostane pa nam še posoda, kakšna je najbolj primerna za odhod v naravo. Recimo kovinska. Kovinska je najbolj primerna, zato ker je če ne poči ali pa kakoli neprepustna. In tako, lesena je tudi dobra, samo da mora biti brez lukenj. Plastika je tudi zelo dobra, mora biti tudi ona brez lukenj. In to so te tri najpomembnejše, po mojem mnenju. Torej, Mogoče dodal se bo to. Še enkrat. Jaz bi mogoče samo to dodal, da seveda te torej, vretje v plastičnih flašah oziroma v plastenkah ni najbolj, bom rekel, zdravo. Seveda se da zavreti vodo v plastenki, ker plastenka se stopi komaj pri 180 stopinjah ali več, voda pa doseže največ 100 stopinj. V tem primeru voda hladi plastiko in se ne more pretopiti. Ni pa to dobro delati vsak dan, to je pa treba dati disclaimer oziroma opozorilo, da to ni zdravo, ker se pač plastika izluži v vodo in mi to pol veselo pijemo, kar ni, kot sem rekel, zdravo. Najbolj je zagotovo imeti sabo kovinsko posodo, katero lahko damo na ogenj, na žerjavco, skratka nimamo skrbi, da se ne bo karkoli spižilo. Drugače pa, če nimamo popolnoma nič sabo, pa smo rekli, da v kakšen les s pomočjo žerjavice vdolbimo v vdolbinico. Lahko rečem, da za 2 decilitra potrebujete kar en cel dan žgati to vašo posodico, kar 12 ur. Torej, ko ogenj gori in nad plamen postavimo posodo, si lahko seveda pripravimo tudi topel obrok. Že obvladate kaj gozdne kulinarike? Malo povejo o tem. Katere užitne rastline poznate? Ja, se nismo zdaj receptov hoteli, ne? Rastline, to misliš tudi sadja ali... Ja, Ne, kopriva, regrat, zajčja detelja. Okrog kaj rabutamo? Lahko jemo regrat, kakšne divje jabolko, divje češnje, višnje, robide, divje jagode, Krompirjevko, ja. Krompirjevko, pa... Zajčjo. Zajčjo deterico, še kakšne druge divje rastline, pa take stvari. Mogoče kakšne užitne korenine lahko poješ tudi po mojem. Pa kakšno divjo korenje mogoče. Tisto, kar 100% poznate, je kaj? Poznate kostan? Robida. Robido jemo, a ne? Alex. On je specialist za gobe. Če poznaš tudi kakšne gobe, kot so jurčki, lisičke, marele in tako naprej, pač lahko tudi gobe, lahko jih tudi surovo poješ, samo je bolje, da jih skuhaš ali pa tudi spečeš marelo, pač.
Kako pa vemo, recimo, da je neka rastlina strupena, druga pa užitna, ali obstajajo kakšni znaki, ki nam to povedo? Ja, barve, samo to rdeča je, mislim, vonj je pomemben in barva. Če lahko jaz dopolnim, seveda obstaja metoda, kako preizkušamo torej užitne rastline, oziroma če so užitne. Je zelo dolg postopek, ki je, torej za vsako fazo, ki jo naredimo, je 8 ur presledka vmes. To je zelo dolg presledek in je pač navodilo, da se ga res držimo. To pa torej, uporabimo takrat, kadar res nimamo nobene druge možnosti, smo res mogoče na neznanem terenu, mogoče na čisto drugem okolju, kot smo ga navajeni, in ne poznamo, bom rekel, nobene stvari, recimo. Takrat moramo definitivno, recimo, košček sadeža najprej povohati. Ga že barva, recimo, če je rdeča ali pa kaj takega, nas lahko pomeni, da ni to najbolje, kakorkoli. In pa seveda najprej povohamo, potem si namažemo po koži in počakamo 8 ur, potem si pomažemo po ustnicah ta sadež in vidimo, če imamo kakšno reakcijo v 8 urah. Potem damo košček, en mali košček v usta in ga ne pogoltnemo, in počakamo spet 8 ur, in potem en mali košček pogoltnemo, počakamo 8 ur, da vidimo, če nam je karkoli narobe, in šele na to lahko potem ta sadež zaužijemo na polno. Se reče, če nima nobenih posledic. Okay? Seveda pa je za naše preživetje najbolj pomembna voda. Nekaj vode imate zagotovo pripravljene v plastenkah. A kaj, če je zmanjka? Kako lahko v naravi najdemo pitno vodo in seveda, kako veste oziroma ocenite, ali je ta sploh primerna za pitje? Ponavadi je najbolj primerna za pitje voda, ki teče, ki se premika, ker če stoji, so lahko razne bakterije, tudi ki teče, deroča voda, jo rabiš vedno prekuhati, tako je najbolj varno za pitje. Tudi sam velikokrat s prijatelji pijemo iz potoka, in mi nikdar jo skoraj ne prekuhamo, ampak jo moraš prekuhati, ker lahko so kakšne takšne bakterije, in sicer recimo vodi iz podtalnice in iz potokov, mogoče tudi iz kakšnih rek, če najdeš. Oziroma kakšnih tumočkov, kaj takšnega najdeš, potem pa vodo zajameš in jo prefiltriraš z bombažno majico. Jo zliješ, raztrgaš bombažno majico, jo daš preko, in da potem ta večje tele koščke, ni še vedno ni pitna, ampak ta večje koščke stran pobeješ, potem jo pa prekuhaš. Tako je pravilno, ja. Seveda pa moramo pri vseh aktivnostih, ki jih izvajamo, paziti na lastno varnost. Kdo bo povedal kaj o tem, katere so osnove varnosti v divjini? Če kuriš ogenj, da skopiš luknjo in daš kamnje okoli, zato da slučajno ne povzročiš divji požar. In še predtem pogledaš, da okoli ni kakšnih dreves, zato da ne bi kakšna iskrica skočila mogoče na kakšen suh list in da se potem lahko celo drevo vname. Ker potem je lahko nastane požar in to potem ni dobro. In tudi sicer moraš tudi paziti, da se ne opečeš. In recimo, če imaš zelo velik kup lesa in na enem mestu in ga potem zakuriš, stojiš par metrov nazaj, zato da se ne opečeš. Kaj še? Ko si zraven vode, recimo vleče tok, ne smeš iti zraven, ker potem te lahko zvleče, si lahko v vodi, ampak ne smeš biti preveč daleč, ker te nosi stran. Potem to ful ni varno in lahko greš čisto na drugi strani. Rabiš tudi paziti, kje hodiš, ko lahko stopiš na kakšne krapive, ko peče, ampak to je res zdravo. Ampak se rabiš pa posebej paziti, da ne stopiš na kakšno kačo, ko je res redko
kakšno palico, da se ne spotakneš, pa si ne razbiješ kaj, ali pa poškoduješ, pa tako ja. Tako. Zdaj je spet muzika, zdaj se bomo pa tudi malo v tem delu premaknili tja. Eden od njih je prazen. To je bolj na desni strani jedilnica, na levi je kompost, bom temu rekel. Povedz se je pa to še. Potem ja, je Kar vse ti. bazen, potem je pa so ovce tudi, ampak ovce se sprehajajo po celem polju. Čisto na desni strani na koncu sta pa kuhinja, pa bom temu rekel, ni igralnica, ampak garaža. Potem je pa že konec tabora. Pa zdaj predlagam, da si vaš taborni prostor ogledamo. Popeljite me skozenj, pa predlagam, da gremo najprej do vaših šotorov. Tako, premaknili smo se do šotorov. Kateri je tvoj, Aleks? Moj je v bistvu ta, pred katerim stojimo. Odlično, potem smo pravega izbrali. Povej, kako skrbite za red? Skrbimo zjutraj, ponavadi dvignemo spalke, jih okoli obrnemo in pometemo pod njimi. Od tole zjutraj, pač po noči so te zavese Vrata so to, ja, zaprta. Vrata zaprta, potem jih ponavadi jaz zjutraj izložim, ko Lari reče dobro jutro. Metle se ponavadi ena na šotor. Ko pometemo, pač tudi na spalkah pometemo, cel dan imamo potem tako odprto, ker če bi bilo zaprto, bi bila savna noter. Potem, ko pa okoli, ne vem koliko je ura, okoli 9:30 ali pa 9, Laris ali pa kdo drug pride oceniti šotor. Danes smo dobili 3. Ampak lepo je urejen pa 3. Se pravi, kakšna pravila veljajo? Povej. Svetiščih ne sme biti veliko. Mi imamo od spodaj par sveti, naprimer tudi na spalkah, gor so tukaj. Danes sem večinoma vse sam delal, nisem imel lih pomočnikov in je malo bolj tako. Drugače pa prvi dan smo dobili 5, smo vsi sodelovali, včeraj smo dobili 4, mi je pomagal samo eden, danes sem pa večinoma delal sam. Tole je moja spalna vreča, moj ruzak, od spodaj imam še polšter pa pižamo. So noči hladne? Imate spalko, praviš tudi pižamo? Zvečer je kar toplo, saj od pižame si idem samo hlače gor, majice ne. Zjutraj se pa pol, zvečer tudi sploh nisem lih veliko spalke, zjutraj se pa pol, ko me malo začne zebst, se pač zbudim, ker me zeba in se pač spalko noto ležem, pol pa zaspim čez par uric. Se je dogovorili, kdo bo spal skupaj? No, mi imamo še 3 sošolce, mislim 2 sošolca in enega palarelca. In se z nami v štoru pa še ena 2 dvojčka, se z nami Bor in Tevš. Pa smo se zmenili, da bomo spali skupaj. Nas je kar dosti v štoru, zato ni dosti prostora, pa zato damo vse na stran, da imamo zjutraj imamo prostor in zvečer damo vse nazaj in spimo in potem pač to damo spet vse ven, pometemo, damo nazaj in potem damo spet zložimo. In potem itak smo zunaj na terenu in ne rabimo dosti biti v šotoru. Kakšna pa je noč v šotoru, predvsem tukaj mislim različne zvoke, ki se jih sliši tukaj iz narave?
Večinoma se slišijo črički, zelo so glasni po noči. Zjutraj pa nas budi petelin, ki ga imamo tukaj. Geri. Ja, Geri. In ptiči tudi požvrgolijo po dnevi, tudi zjutraj se začnejo žvrgolijo. In to je večinoma to. Zdaj, predvčerajšnjem nas je zbudil oven, ki je prišel na šotor. In tako, ja, tako. Se pravi, marsikaj vas lahko takole preseneti tukaj. Ja, kar dosti stvari, ja. No pa me popeljite še po preostalem taboru, se pravi, tamle smo se sprehodili mimo prostora, kjer živijo koze. Ja, pa sej drugače povsod živijo koze. Ovce so to. Kamerunske ovce. Oven pa ovce. To so kamerunske ovce. Oven pa ovce. Drugače živijo po celem taboru, pač ne zdaj po cesti, ko imamo ograjo. V šotor tudi kdaj pride nas obiskati. Danes je To pokakal. za ovce pa ona. Pa kokoše imamo, ne? A ja, Pa prepelice, pa zajce, Zajce. želve. Želve. A si rekel prosti, nisem slišal. Kje pa preživljate večere? Večerje preživljamo večinoma od zunaj, tukaj pred garaže, ali pa v jedilnici, pa tukaj na terenu. Pa se igramo, pa take stvari, malo neumnosti, ne škodi vedno, ampak mora biti red vseeno. Ja, katere so te glavne večerne aktivnosti? Pojete, plešete? Ne, večeroma se lovimo, ali pa pogovarjamo tudi sprej pred garažo. Jaz bi mogoče sam dodal, da je zdaj pač seveda velika požarna ogroženost in se pač ne igramo zdaj z ognjem, sploh pa ne v naravnem okolju. Imamo pa tako posebno peč, kjer lahko zvečer zakurimo ogenj, da ne ogrožamo, kot sem rekel, narave. Tako da bomo danes zvečer dejansko imeli prvi večer, bom rekel, večer ob ognju. Zdaj smo imeli pa 2 dni pač aktivnosti, ki so bile torej smo kar pozno prišli nazaj, imeli kar pozno večerjo, pa smo potem opustili to idejo o ognju zvečer, ne, smo šli potem prej spat. In pa tule zraven nas je še verjetno eden izmed najbolj pomembnih delov vašega tabora, to je kuhinja. Imate tako prav posebno. Ne, ni posebna, običajna je in v njej se kuha zelo dobro. Ja, ampak meni se kuhinja na prikolici ne zdi ravno običajna. A ta, okej. Lahko začneš kar še enkrat. Ne, ta kuhinja je res zelo posebna, tudi jaz sem se spraševala, kakšna je ta kuhinja na začetku. In ja, ful je lepa, paše pri okolju. Tukaj. Kaj vse nastaja v njej, kakšna je hrana na taboru? V bistvu noter je včasih vojska kuhala v velikih količinah, recimo za primer golaž in Pasulj. pasulj in se v velikih količinah tu kuhalo za ogromno količino vojakov. In pač ker če imaš ti recimo, ti ne moreš samo v enem lonci recimo vzem z glave rekel kratko nekaj, 100 vojakov, ne moreš z enega lonca ali 100 vojakov nahraniti. In potem so pač tole, pa še prenosno je v bistvu. Sam priklopiš na avto recimo in potem sam pelješ. Od spodaj zakuriš, pač je en tak neka šparget, bi jaz te mi rekel, no. Na drva se kuri in ima 2 po 100 litrov kotla Ja, noter. oba 2 litra noter, je pa 100 litrov vsak vode in potem pač skuhaš to noter. Kakšna pa je hrana tukaj na taboru? Včeraj je naš šef Laris naredil pico kung fu, ki je bila zelo odlična. Vsi so šli po 7 ali 8 kosov, bila je res dobra. Pa predvčerajšnjem so delali še pašto, so naredili pa ko neke palačinke, samo da so zrezane. Šmoren. In so bile res, vsa hrana je res odlična tukaj, 100-krat boljša kot v šoli. Wow. Odlično. Hvala. Gremo zdaj kar. Bom to znala narediti, tudi ko sem sama, ampak še zmeraj mi ni najbolj všeč, da prije kakšna žival, ki se ful bojim, ker to ne gre skozi mene. In zato raje prepustim drugim osebam namesto mene, da to naredijo.
Jaz bi rekel isto kot vsi, sam mene pa ni glih nobenih živali strah, razen tistih, ki so pa res pač ful nevarne, pa te lahko napadejo. Aleks, kako boš ti po koncu poletnega tabora preživetja v naravi skušal poskrbeti za to, da teh znanj ne boš takoj pozabil? Če bom šel kdaj v gosti, bom še kaj preizkušal, mogoče bom tudi kaj kdaj rabil, če bi si kaj, naprimer, če bi hotel, naprimer, da bi se mi, če bi šel gobe nabirati ročaj, od vrečke strgu bi si vrv spletel, pa pol to nosil, če pa ne bi sem prišel, pa tega naprimer ne bi znal narediti, a ne. Pa ti, Valentin, kako boš poskrbel, da ta znanja ne bodo šla v pozabo? Definitivno bom ta znanja tudi seveda mojim prijateljem pokazal in pač zato, da tudi širijo to znanje, ker to je zelo pomembno, če se slučajno kje zgubijo v gozdu, da se lahko potem prvih par dni preživijo, ker vseeno ni dobro sicer, da greš recimo brez kakšnih teh stvari, kakšnega kresila, vsaj če ne drugo, pa noža, da recimo ne greš v gost, ker pa sicer lahko greš, samo potem te lahko, če se zgubiš, je potem pač težje zakuriti ogenj in pač se rešiti, kar rabiš. Vodja tabora Laris, so to znanja, ki z nami ostanejo zavedno, če jih ne obnavljamo, vsaj tista osnovna? Jaz trdim, da ja. Dajmo tako reči, jaz trdim, če enkrat znaš plavati, nikoli ne pozabiš plavati. Je pa vse odvisno od tega, koliko treniramo to plavanje. Torej, več kot trenirate plavati, boljši plavalci boste. Enako je pa pri preživetju v naravi. Torej, večkrat, ko boste šli poskušati prižgati ogenj, večkrat, ko boste postavili bivak, bolj boste samozavestni, bolj boste imeli boljšo samopodobo, če lahko rečemo, boste bolj suvereni in prepričani sami vase. In seveda, ko to obvladate, lahko te znanja seveda tudi predajate naprej vašim kolegom, kot si Valentin lepo rekel, vašim prijateljem, družinskim članom, zakaj ne bi teh stvari, ki ste jih tukaj se naučili, pokazali tudi vašim staršem, bratom, sestram, prijateljem. To nič ne škodi in to je moja vloga pri tem, lahko rečem, in čutim, da imam to poslanstvo, da to delamo, da pač te veščine, ki jih jaz znam, zakaj bi šle z mano, recimo v grob se reče, zakaj ne bi to delil z vsemi, ki imam možnost, in gotovo niso škodljive, te veščine. Tako da, to je to. Evo, in še zadnje vprašanje. Kot smo lahko slišali v pogovoru, pa ste in še boste do konca poletnega tabora preživetja v naravi spoznali številne darove narave in njene skrivnosti. Se je v teh dneh zaradi udeležbe na taboru spremenil tudi vaš pogled na naravo in kakšen del nje ste? V bistvu večinoma ne, jaz sem vedno rad naravo že od samega začetka mojega življenja sem skusil naravi, ker pač sem že prej povedal, ima moj oči hišo zdraven gozda in rad imam naravo. Ja, pač meni se je spremenil odnos, odkar sem začel hoditi k Larisi že v 5 letih, pa mi je bilo ful všeč od takrat, ko me je pač naučil vse te stvari, pa sem naprej hodil. Mislim, meni je zelo malo povečalo to znanje v naravi, ampak drugače tudi jaz živim zraven gozda, pa sem velikokrat v njem, tako da je vse podobno. Jaz lahko tudi rečem isto kot ostali, da tudi to mi je odprlo pogled v naravo, ampak večinoma sem že zelo rada hodim v naravo. Pa tudi jaz, v bistvu bom pač isto kot ostali, samo še to, da jaz sem vsak dan v bistvu v naravi in bolj malo časa preživim za telefonom ali pač mobilnimi napravami. Ker v bistvu jaz sem tudi zelo veliko s kolesom in jaz sem že od krvem sam zase, sem v bistvu tudi planinc. Evo, zmagali smo, to je to. Ona je sedaj postavila svoju.
Kdo mi bo povedal, na kaj se pripravljamo? Na piknik. In kaj je danes za kosilo? Kdo ve? In? In klobase. In domač kruh. Ja. Ja, in je soljo. Nisem pozabila dati soli. No, bomo posodili, ni problema. Leon, ti bomo mi dali. Ma veš, da, malenkost. Evo, Danila si dela svoj plac. A skupaj bosta tako pridni. Ful lepo ste naredili. Jaz grem pa pogledat, če je kuhano. Dobro dan, danes smo ta skupina največji izdelavcev na celem svetu. Danes predstavljamo divjo svinjo. Divja svinja živi skoraj po celi Sloveniji. Butejo koruzo po drugih travnikih, kjer je. Z njihovimi nosi brskajo po zemlji, da si najdejo hrano. Tehte od 70 do 250 kg odrasli, visoki pa so od 70 do 100 cm. Začetek oktobra do konec novembra. Mladičko imajo 3 do 8. Kaj je to? Ne, zanimivost je, da če so tiho in hodijo, piha v drugo stran, da te prasice ne zavohate, lahko tudi 1 meter pred tabo pridejo, upam, da ste se kaj danes začeli. In nasvidenje. Bi kdo še kaj dodal? Jaz bi dodal. Ja. Pa njihovi strebe. Vini si pa malo pol knjigi. In stopinje, ne? Ti vini so napisani. Hvala. To smo mi, naša skupina bo predstavila dam pomembne podatke o medvedu. No, začnemo. Predstavili bomo rjavega medveda. Kako loka tehta? Loka tehta od 120 do 40 kg. Plečna višina je lahko od 90 do 120 cm. Obdobje razmnoževanja je sredina junija in začetek avgusta. Obdobje poleganja konec decembra oziroma začetek februarja. Ne. Število mladičev od 1 do 4. Življenjski prostor, predvsem večji, stari, Jelevo, bukovi, gozdovi na Kraškem. Vedenje, samotarje, zima, kaj? Zimo pred Renjo. Kako ti napisaš? Vse bliko. Čekaj, pa jaz to znam. Veliko barvnih. Otis, zadnje, levo, Levo. centimetrov. Evo, najboljša skupina na svetu. Ma vi se vsi štirje že poznaste od prej? Matija, Mark, Nik pa ti, ne? Ste se tukaj povezali. Ja, ker ste bila že od začetka v šotoru skupaj. Aha. Že od prvega, zdaj smo ful drugačni. Res, od prvega razreda ste skupaj. Pač v šoli. Ja. Pa prijatelji.
ful lepo. Na začetku, ko so se on pa moj telefon družila, še nekaj slušali. Ja. Seveda je za nami. Otroci, ne tega delati. Ej, Leon! Vodo imamo za pit. Ja, bravo, Aljoša, povej mu. Dejmo. A se lahko talim? Lahko. Okej. Saša, daj pridi. Jih bo tam še več, Sašo. Ja. A tukaj je potok, a ne? A je to potok, a ne? Ni vrata. Lej to, pride. Mi smo nižji šlop delamo, tlelo bomo samo pot zapisali. Ne, to si stop. Nisem malo kopalka zraven, ne, brečem. O, pa 3 naenkrat skačejo. Saša, odpri to, tako. Ej, Saša! To nabiranje kar.